Ujeli smo 6. metek, Krištof pa je z mano. Zdravo. Pozdravljen. Me veseli, da ste poklicali in nas malo v bistvu preverili, kaj dogaja na našem koncu. Preverjam, če še kaj streljate ali ne. Ja, bom rekel, streljanje pač ni dovoljeno, če ni nekega dovoljenja strani države, ampak mi pridno vsak vikend gremo in streljamo na našem placu, če ne na odru. Ko sem prenesel vašo diskografijo, vidim, da kar dobro streljate in da ste nastrelili kar nekaj skladb. Ja, to je naš interes. Čim več spraviti z nekih listov papirja in posnetkov na računalniku na v bistvu neki medij, na neki YouTube, na neki CD v bodoče, da le pokažemo tudi širši publiki, ker to je naš interes. Pomeni, da lahko pričakujemo neko zaokroženo glasbeno celoto. Ja, to je naš glavni cilj trenutno, da pokažemo neko zbirko, za katero smo res pridno delali, oziroma še delamo. Potem pa res upamo na dober odziv, da bo sprejem dober, da bo en formšpil, kjer bomo to tudi v živo predstavili in da bo zakon na odru. Imate že kak časovni okvir, kdaj bi se ne to zgodilo? Ker je začetek leta, upam, da bomo dovolj pridni do konca leta, da nekako to spravimo skupaj. Pa so še seveda ene druge stvari, ki pač so potrebne za urediti, ampak jaz si res želim, da je bilo to letos. Zagotovo pa bo del tega projekta tudi nova skladba Boginja v črnem. Točno tako, to je naš ta zadnji, bom rekel, singl, ki smo pač pokazali, kaj je naša smer v bodoče. Je en res dober rock komad, ki je ful dobro sprejet, to nas zelo veseli in nas motivira, da bomo to čim prej dokončali in potem čakamo na odziv širše publike. Je to prava rockerka ali katera druga? Je rockerka, ker rockerke so tiste prave, ne? Pa niso vse v črnem? Ne, so tudi druge barve zdaj ful bolj popularne, ampak črna je tista ta prava. Ste pa vaši Boginji v črnem nadeli še video podobo? Res je. Video spot, ki smo ga vam predstavili, že zdaj v bistvu dosega velike številke na YouTubeu, kar se tiče ogledov. Je pa dejstvo, da smo ga zopet probali posneti čim bolj na simpel način, čim bolj na organski, tako da tu nam je pomagal Urban, režiser in tudi sami scenarijem, tako da rezultat mislim, da je res super in da smo res veseli še enkrat, da ste v tokem številu ga pogledali. Krištof, prej si dejal, da se pogosto dobivate v placu za vaje, ali se potem tudi pogosto podajate na odre? Ja, oder je naš, kaj bi rekel, drugi dom, če le mogoče. Špilo je sicer v zadnje čase bilo malenkost manj zaradi vseh teh situacij, ampak ob vsaki šansi gremo kamorkoli nas pokličejo in damo vse od sebe. Bova pa midva sedaj vašo ta novo oziroma ta zadnjo poslala tudi našim poslušalcem, zato jim pošli Boginjo v črnem. Ja, dragi poslušalci, res vam želim dobro in nekako iskreno poslušanje telega komada, ker mislim, da si je vsak rocker že izkusil kakšno Boginjo v črnem in predstavimo vam našo.